Sedaj pa na Univerzo v Novem mestu, kjer je več kot 30 študentov in strokovnjakov iz 4 držav združilo znanja z različnih področjih in iskalo inovativne rešitve na temo dostop do integrirane oskrbe starejših na domu. Program so zasnovali za izboljšanje oskrbe starejših na domu ter iskanje novih rešitev za boljšo kakovost življenja. Poleg inovativnih pristopov je udeležencem iz različnih držav omogočil spoznavanje, izmenjavo izkušenj in krepitev vezi. Gre za izjemno družbeno relevantno temo in v bistvu skušamo v naš izobraževalni sistem vključiti neke inovativne pristope na mednarodni ravni in v bistvu ponuditi tako slovenski javnosti, seveda tudi slovenskim študentom, nek nov način, novo znanje, nove veščine. In s tem izboljšati ne samo študij na Univerzi v Novem mestu, ampak tudi na drugih slovenskih univerzah, je pojasnila prorektorica. Teme so se lotili na različne načine, z področja zdravstvene nege, fizioterapije, tehnologije in ekonomskega vidika. Na naši fakulteti se vsaj preko te Erasmus plus delavnice ukvarjamo z ekonomskimi vidiki tega, kako je zdravstvo financira celo to oskrbo na domu in katere stvari morajo naši starejši občani in tudi starejše prebivalstvo plačevati za svoje posege oziroma za obiske na domu in podobne zadeve. Po besedah finskih študentov naša država glede storitev zdravstvene oskrbe uspešno konkurira Finski. I think that we have a lot to work on because at this moment, as the amount of the elder people is growing, there is not enough people to take care of the elderly. So I think we need to come up with the solutions for that. I've heard that the patronage nurses in Finland are very overloaded with their work, and they are very stressed and tired because they don't have enough time to do the work that they would like to do. Tovrstni projekti bogatijo izkušnje študentov ter spodbujajo sodelovanje in razumevanje med različnimi kulturami, kar je za iskanje trajnostnih rešitev pri oskrbi starejših ključnega pomena.